Torej, lep pozdrav uradno še na programski novinarski konferenci Gibanja Svoboda. Danes vam bomo predstavili program naše osrednje programske točke in bi kar prosila nosilko liste, gospo Ireno Jovevo, da začnete. Lep pozdrav, dobro jutro, hvala, ker ste prišli na ponedeljek zjutraj na tiskovno predstavitev našega programa za prihodnji sklic Evropskega parlamenta. Torej, za začetek, v Svobodi se na volitve odpravljamo s sloganom V Evropi s svojo glavo. Pripravili smo podroben program s konkretnimi predlogi za ključne prioritete Evropskega parlamenta za naslednji mandat, ki seveda naslavlja tiste najbolj pereče problematike. Mnogi pravijo, da so te volitve prelomne, niso prelomne samo volitve, ampak je prelomen čas, v katerem se je Evropa znašla. In kandidati Svobode bomo svobodno, s svojo glavo in po čisti vesti, lastni vesti v Evropski uniji zastopali interese Slovenije. Interesi Slovenije so pa neposredno povezani z interesi Evropske unije. Slovenija pa je lahko uspešna samo v uspešni Evropski uniji. Menimo, da lahko skupne izzive, s katerimi se soočamo v Evropi, pa naj bodo to konkurenčnost gospodarstva, socialna blaginja, demografska situacija, varnostna situacija, migrantska, okoljska ali katerakoli druga kriza, to lahko naslovimo samo enotni, kot močna in kot povezana Evropska unija. Pri migracijah smo dobili skupen evropski zakonodajni okvir, zdaj bo ključna seveda njegova implementacija ter skupni napori pri nadzoru zunanjih meja Evropske unije, tudi z vidika ohranjanja integritete šengenskega območja. Predlagamo finančno in številčno okrepitev Frontexa ter vzpostavitev posebnega evropskega organa za koordinacijo ustrezne integracije priseljencev. Pri tem moramo vedno imeti v mislih, da se varnost in solidarnost ne izključujeta. Delovanje Evropske unije temelji na konsenzu, konsenz pa seveda lahko dosežemo samo z zmernostjo in sodelovanjem med različnimi političnimi skupinami v parlamentu, državami članicami in Evropsko komisijo. Ob tem pa je treba poudariti, da je kakršnakoli normalizacija skrajnih stališč absolutno nedopustna. V Uniji ne bi smelo iti za delanje zdrah, pač pa za iskanje rešitev, kako na najboljši možen način izboljšati položaj naših sodržavljank in sodržavljanov. Ta program v skladu z našimi vrednotami naslavlja prav to, tisto, kar ljudem največ pomeni. Mir, zdravo okolje, enotnost in dobri pogoji, možnosti na svoj svoboden način živeti svoje življenje. Ob ohranjanju pravic in možnosti, ki jih Evropska unija zagotavlja, moramo nadaljevati s procesom grajenja unije in ne z njenim rušenjem. Narediti jo moramo odporno za prihodnje generacije. Prvi pogoj je zagotavljanje miru, ki ga moramo po svojih zmožnostih prenesti tudi na druge dele sveta. Sovražnost poraja nadaljnjo sovražnost, zato je strpnost ključna vrlina odnosov. Evropska unija je zgrajena na spoštovanju zakona, zato stalno govorimo o spoštovanju in pomenu vladavine prava, kot sta svoboda medijev in neodvisnost pravosodja, ker je to ključen pogoj, da taka skupnost sploh deluje. Evropska unija kot taka zavrača ekscese vladanja v nekaterih državah članicah, zato nam je pomembno, da jo v celoti zaščitimo pred nespoštovanjem vladavine prava in zato uporabimo tudi ustrezne mehanizme za zaščito davkoplačevalskega denarja. Evropska unija bi morala okrepiti diplomatska prizadevanja in več storiti za mir. Enotnost, ki smo jo pokazali in jo še vedno kažemo pri obsodbi ruskega agresorja in podpori ukrajinskemu ljudstvu, moramo pokazati tudi pri obsodbi izraelskega agresorja ter podpori palestinskemu ljudstvu. Povrniti bi morali kredibilnost in zaupanje Evropske unije na Zahodnem Balkanu in pospešiti politične procese pristopnih pogajanj teh držav, ker je ravno vključenost v skupen projekt miru antipod etničnim trenjem, sovražnemu nacionalizmu in izboljšanju kakovosti življenja tamkajšnjemu prebivalstvu. Varnostna in geopolitična trenja je treba zgladiti z multilaterizmom in trgovinskim sodelovanjem. Ob tem mora Evropska unija zmanjšati odvisnost od drugih držav, ker bo samo tako lahko zastopala naše evropske interese neodvisno od drugih sil. Drugi pogoj miru je socialna pravičnost. Zeleni dogovor ima zadnja leta negativno konotacijo, ampak vseh težav konkurenčnosti gospodarstva vendarle ne moremo oziroma ne smemo naprtiti okoljskim ukrepom, ker je pogosto ravno obratno. Torej, je zeleni dogovor rešitev tudi z tega vidika ekonomske prihodnosti, ker vidimo, kakšne posledice so lahko pri
lanskoletnih poplavah, recimo tudi sušah in požarih. Napaka bi bila, da bi zdaj vse te ukrepe izničili, ker bi bile dolgoročne posledice veliko hujše. Za voljo planeta absolutno moramo nadaljevati z zmanjševanjem toplogrednih plinov, se pa zeleni prehod seveda ne sme izvajati na plečih ljudi. Nekatere politike, če se bodo izkazale za preveliko breme, bi lahko po potrebi revidirali. Zagovarjamo pristop tržnih mehanizmov, kjer stroške za zmanjševanje toplogrednih plinov nosijo predvsem veliki onesnaževalci, za nove čiste tehnologije pa se zagotavlja dovolj sredstev za razvoj, da bodo te cenovno dostopne širši družbi tudi s subvencijami, ne s prepovedmi. Samo z investicijami v infrastrukturo, z inovacijami in razvojem bomo lahko ustvarili pogoje za to. In samo, ko se bo to finančno splačalo, bo možen dejanski zeleni prehod. To moramo izkoristiti kot priložnost in ne kot breme. V razogljičenju pa moramo videti tudi cilje energetske neodvisnosti. Ob tem bi se morali bolj osredotočiti na specifične ukrepe varovanja naše narave za zaščito čiste vode, omejevanje škodljivih pesticidov za varno in zdravo hrano, na ukrepe za manj onesnaženega zraka. To nam je neposredna grožnja in ob preprečevanju bolezni ljudi, ki nastajajo zaradi nečistega okolja, večnih kemikalij v naših izdelkih, posledic, ki jih imajo recimo na opraševalce, bi vse to imelo velike pozitivne učinke tudi na zdravstvo, gospodarstvo in tako naprej. Podobno bi morali okrepiti socialni sklad, da bi lahko s subvencijami olajšali prebivalstvu energetsko obnovo stavb, investicije v toplotne črpalke, solarne panele. Drugi del je, da bi morali okrepiti diplomatska prizadevanja v okviru podnebnih konferenc Združenih narodov in zakonodajo, ki kot vzvod izkoristi dostop do našega trga tudi za druge države, ter jim s tem kaže pot do razogljičenja ali poenotenja zakonodaje ob zaščiti okolja, človekovih pravic in tako naprej. V tem smislu moramo ostati odprto gospodarstvo in najti pravo ravnovesje zaščite naše industrije ob hkratni odprtosti trgov. Carine onkraj uravnoteženja oziroma izravnanja pravičnih pogojev globalnih trgov ne koristijo mednarodnim odnosom in onemogočajo vzdržen zeleni prehod. Prav tako moramo zmanjšati subvencije za fosilna goriva in ta sredstva usmerjati v dobrobit ljudi, da bomo živeli na trajnosten način. Evropska unija se zadnji 2 leti vedno znova ukvarja z vedno novimi krizami. Potrebovali bi bolj drzne in celovite ukrepe. Zdaj se zdi, da samo krpamo manjkajoče luknje. Po pandemiji smo imeli politični pogum vzpostavitve sklada za okrevanje in odpornost, ki je tudi Sloveniji prinesel velike koristi. V novem mandatu bi morali razmisliti o novih možnostih, kako skupno prek Evropske unije financirati svoje potrebe, da bo Evropska unija naredila res odločen korak naprej pri strateški neodvisnosti, zaščiti okolja in zmanjšanju neenakosti. Sklad za obnovo in odpornost bi torej lahko bil dober zgled, lahko bi izkoristili tudi obstoječe spremembo mandata Evropske investicijske banke ali z mehanizmi, kot je Evropski mehanizem za stabilnost. Izkoristiti bi morali najvišjo bonitetno oceno Evropske unije in okrepiti evropski proračun za neposredna ciljna plačila državam članicam, omogočiti tudi večjo prožnost proračuna tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic ob seveda povečanju demokratičnega nadzora. Socialna politika sicer ni v pristojnosti Evropske unije, upam, da kdaj bo, ampak uspešna Evropska unija pomeni, da imajo tudi države večje možnosti pri zmanjševanju neenakosti in krepitvi socialne pravičnosti. Po zgledu minimalne plače bi morali na evropski ravni uzakoniti tudi minimalno pokojnino in po zgledu jamstva za mlade narediti tudi jamstvo za starejše. Za mlade bi morali omogočiti več priložnosti z izobraževanjem in sama si bom prizadevala zagotovo, kot tudi vsi ostali v Svobodi, za uzakonitev plačanega pripravništva na ravni celotne Evropske unije. Ob tem moramo zagotoviti varen splet od varovanja zasebnosti, spoštovanja našega jezika in omejitve digitalnega nadzora naše družbe prek ciljnega oglaševanja, trgovanja z našimi podatki, tudi varovanja seveda duševnega zdravja mladih. Nadaljevali bomo z bojem za doseganje enakopravnosti spolov, seveda pa tudi z bojem za pravico do varnega, zakonitega in brezplačnega splava. Nekatere vidike našega programa bodo seveda predstavili še drugi, zato bom zaključila na tem mestu z mislijo, da je Evropska unija predvsem skupnost zakonov in glede na izzive, ki
jih imamo že zdaj, se jim ne Slovenija, ne Nemčija ne bi mogli zoperstaviti vsaka sama. Toda Evropska unija vedno potrebuje nov zagon, nove ideje in dopolnjevanje, za kar bomo v Svobodi svojo glavo brez dvoma poskrbeli. Hvala. Hvala lepa, Irena. Drugi na listi je najmlajši kandidat Matej Grah. Lep pozdrav tudi z moje strani. V Gibanju Svoboda smo zelo ponosni, kako si prizadevamo in kako živimo medgeneracijsko solidarnost. Zato je zdaj čas, da ta model, način, ki smo ga uveljavili v naši stranki, peljemo oziroma popeljemo tudi v Evropo. Prizadevamo si zato, da je sožitje in blaginja vseh generacij. Ključen recept za uspeh bo zagotovo kombinacija teh izkušenj, tako mladih kot starejših, zato si bomo prizadevali za še večjo aktivacijo starejših, da nam bodo predajali ta znanja, po drugi strani pa da nam bodo dali tudi možnost, odgovornost, da tudi sami se vključujemo v odločevalski proces in ne nazadnje, da jim tudi mi s kakšnimi drznimi idejami lahko pomagamo. Kot je že Irena rekla, prizadevali si bomo, da bo vsako delo plačano. Tudi na evropskem nivoju, kjer vemo, da se soočamo včasih z neplačanimi pripravništvi, zato je potrebno, da se zavzemamo za to, da vsi mladi, ki se odpravijo na pripravništvo, za to dobijo tudi ustrezno plačilo. Zavzemali se bomo za znižano volilno udeležbo na 16 let v vseh državah Evropske unije in pa predvsem za vzpostavitev sklada za jamstvo za starejše, ki bo s tem pomagala najranljivejšim upokojencem. Preden preidem na kmetijstvo, bi rad čestital vsem čebelarjem ob svetovnem dnevu čebel, predvsem pa izrekel pohvale predsedniku ne samo Slovenske čebelarske zveze, ampak prvemu predsedniku Evropske čebelarske zveze Boštjanu Noču za celotno opravljeno delo in prizadevanje, predvsem pa za ohranjanje te tradicije, ki je v Sloveniji izrednega pomena. Na področju kmetijstva moramo, glede na to, da imamo po večini v Sloveniji manjše, srednje velike in ekološke kmetije, si moramo prizadevati, da bodo ravno te dobile največjo priložnost v sklopu zelenega dogovora. Da bodo dobile največjo subvencijo, predvsem si pa moramo prizadevati, da jih razbremenimo papirologije in približati Evropo kmetu, ne le kmetu Bruselj. Temeljiti moramo na zdravi, kakovostni in pa lokalno predelani hrani in to bo tisto ključno vodilo našega predloga v zelenem dogovoru. Ključno je iskanje ravnovesja, prav med ukrepi za zaščito okolja in konkurenčnostjo, ravno ta del je Irena zelo dobro tudi razložila. In ko na eni strani omejujemo, se moramo zavedati, da z omejevanjem moramo iskati tudi alternative. Le z alternativami bomo lahko dosegli primeren prehod, predvsem pa, da bodo vsi kmetje iz tega imeli največ. Hvala. Hvala lepa, Matej. Gospa Janja Sluga. Ja, dober dan. Evropska unija mora biti najprej in predvsem skupnost, ki si prizadeva za dosledno uveljavitev vladavine prava, skupnost, ki ima ničelno toleranco v boju proti korupciji, ki podpira svobodo medijev, pravice manjšin in enakopravnost vseh državljank in državljanov Evrope. Kako to doseči? Evropska unija mora ob svojem spremljanju vladavine prava v državah članicah in tudi že v kandidatkah za članice dosledno spremljati, nadzirati in aktivirati vse zavarovalne mehanizme za to, da se vladavina prava uveljavlja, kjer se pojavljajo težave, aktivirati tudi popravljalne ukrepe in jih od članic in kandidatk zahtevati, hkrati pa uveljaviti tudi kazni za posamezne kršitve, za zlorabo evropskih sredstev in podobno. Torej je treba za dosego teh ciljev bistveno okrepiti urad Evropskega javnega tožilstva in tudi urad za boj proti goljufijam, torej okrepiti finančno in tudi kadrovsko. Predvsem pa se v Svobodi zavzemamo, da ta dva organa dobita bistveno več pristojnosti, kot jih imata v tem trenutku, da bosta v svojem boju še bolj učinkovita. Naprej
se zavzemamo za dosledno prijavljanje lobističnih stikov, ki jih imajo poslanci in ostali evropski funkcionarji, in tudi nadzor nad vsemi oblikami pritiska, ki se na te funkcionarje izvajajo, predvsem pa za transparentno porabo denarja za njihovo delovanje. Sama bi želela dodati še eno komponento, ki bo sestavni del mojega dela in ki izvira iz mojih izkušenj na podlagi 3 državnozborskih mandatov. To pa je, da bom vedno pri vseh odločitvah upoštevala interese ljudi iz lokalnega okolja, iz katerega prihajam. Da bom še naprej pri svojem delu ostajala v stiku z ljudmi in se zavzemala in podpirala za tiste projekte, ki izboljšajo kakovost življenja ljudi. To se mi zdi bistveno. Če navedem zgolj primer, vsi verjetno poznate moja dolgoletna prizadevanja za sanacijo Celjske kotline. In v procesu teh prizadevanj se je izkazalo, da evropska določba, ki jo vsi poznamo, onesnaževalec plača, v praksi ni izvedljiva. Ne samo v Sloveniji, tudi druge države članice imajo s to določbo precejšnje težave. To pa pomeni, da je treba lokalne izkušnje, problem, na katerega smo naleteli v praksi, prenesti nazaj na evropski nivo in ga popraviti na tak način, da ga bo možno dosledno in brez težav uveljavljati in izvajati. Naslednja stvar, ki je tudi praktičen primer, pa je, ob izvajanju volilne kampanje, ob stiku z volivci, je tisto, kar najprej vprašajo, kdaj bomo prenehali premikati uro. In to je tisto, za kar se bomo zavzemali tudi evropski poslanci iz Gibanja Svoboda. Hvala lepa. Gospod Jure Leban. Lep pozdrav še z moje strani. Veliko smo že govorili o vsebinah, zato bom jaz mogoče na 3 področjih konkurenčnosti, okolja in pa mednarodnega sodelovanja na okolju malo bolj konkreten, ker cilj je, da ne da bomo prišli na funkcijo, ampak da ko bomo na funkciji, bomo dejansko tam premikali vsebino naprej, tako kot smo že do zdaj. Povezovanje okolja in pa same konkurenčnosti in pa tudi področje energetike je zelo pomembno, ker večino fosilnih goriv in pa plina, tudi manjšega drugih delih energentov uvažamo iz tujine, iz drugih držav in ravno zato moramo začeti še bolj aktivno uvajati zeleni dogovor, predvsem področje obnovljivih virov energije, elektrifikacijo, zato, da probamo ratati čim bolj neodvisni. Praktični primer je to, z našimi kmeti moramo se usesti, moramo povečati samozadostnost, moramo povečati uporabo obnovljivih virov energije, geotermijo in povezovati že 2 področja, tako kot je že danes omenil moj kolega Matej. Do leta 2026 imamo zapisane neka sodelovanja v financerskih mehanizmih, za takrat naprej, za samo implementacijo moramo pa že danes začeti razmišljati, kako se bomo z Evropsko investicijsko banko in z Evropskim mehanizmom za stabilnost začeli pogovarjati, da bomo lahko ta finančna sredstva vnašali v naše projekte, predvsem je pa zelo pomembno, ne da vemo, kje je denar, ampak da bomo imeli pripravljene projekte, da bomo ta denar lahko črpali. Na področju okolja bomo šli od nekega meglenega govora o samih emisijah, kaj to so, kako jih moramo zniževati. Zato bomo tukaj podpirali dejansko operativno in pa konkretno implementacijo različnih ukrepov. Danes smo že slišali, vpraševalci, Svetovni dan čebel, vemo, da tudi v Sloveniji smo imeli pretekla leta že probleme z pesticidi in tukaj bomo striktno zavzeli stališče, da bomo zmanjšali pesticide in pa tudi kmetom omogočili prostorsko lažje upravljanje na svojih zemljiščih. Moramo povečati varnost naših izdelkov, katerihkoli vidimo po vsak mesec, da prihajajo problemi in pa seveda moramo se začeti bolj resno prilagajati na podnebne spremembe na področjih, kot so obnova narave, spodbujanje ekološko in lokalno pridelane hrane in pa predvsem zagrizli bomo v kislo jabolko in pa zmanjšali subvencije na fosilna goriva.
Zelo pomembno pa je, da tudi bomo zagovarjali obstoj tržnih mehanizmov, kot so recimo ETS, sistem za trgovanje z emisijskimi kuponi. Premalo se govori, da ta sistem je zelo dober, upravlja svoj namen, iz tega mi veliko denarja tudi dobimo v naš podnebni sklad, iz katerega črpamo potem za projekte ekosklada in drugih področij, in v Svobodi bomo kot evropski poslanci zagovarjali, da ta tržni mehanizem ostane. Zavedati se moramo še naprej, da Evropa proizvede 1/10 evropskih emisij in zato je zelo pomembno, da aktivno ostanemo, kar bomo tudi kot evropski poslanci zagovarjali, aktivni člani pri mednarodnih pogajanjih, kot so konferenca COP, in da tam še bolj aktivno in še bolj ambiciozno spodbujamo implementacijo ukrepov za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Bunda. Hvala lepa. Torej, večina članic in ne samo Slovenija se srečuje s težavami pri ohranjanju zdravstvenega sistema, s prekomerno privatizacijo in porastom težav v duševnem zdravju. Evropska unija zato nujno potrebuje celostne rešitve, ki bodo omogočile kakovostno in delujočo zdravstvene sisteme, posameznikom pa olajšale dostop do pomoči in dostop do zdravljenja. Kaj to pomeni? Predvsem bi želela opozoriti na samo eno zadevo, da ne bom predolga. Gre za to, da se mora Evropa potruditi in narediti vse, da bi imela farmacevtska industrija oziroma centri za raziskovanje različnih bolezni sedeže v Evropi. Torej, da bi se tudi zdravila proizvajala v Evropi in da se ne bi zgodilo to, kar se dogaja in kar se v preteklosti že dogajalo, da so bila določena zdravila nedostopna oziroma da je bilo dostop do določenih zdravil otežen. In to je ena od bistvenih stvari, s katerimi bi se Evropa morala spopasti. Zavzemali se bomo tudi za povečanje mobilnosti zdravstvenega osebja in koordiniran pristop pri zagotavljanju zadostnega števila usposobljenih zdravstvenih delavcev. Za okrepitev pripravljenosti na zdravstvene krize v EU, na promocijo zdravja in preprečevanje bolezni. Predvsem pa je pomembno, da je treba spodbujati naložbe v zdravstveno oskrbo. Kar želim povedati je to, da smo v težavah skupaj in da lahko skupaj te težave tudi rešujemo. Hvala lepa. Gospa Kociper. Evropska unija je tisto področje našega planeta in to sem prepričana, kjer živimo najvišjo kvaliteto življenja na celotnem planetu. Da je temu tako, so krive tudi oziroma imajo določeno težo tudi vse pridobljene demokratične pravice, za katere so se v preteklosti borili številni in številni izgubili tudi svoje življenja. A naraščajoč populizem, nacionalizem in druga čudna, tudi fašistična gibanja nam kažejo, da mogoče nekatere pravice, za katere smo mislili, da so zavedno izborjene, niso takšne in da se bo treba za njih še naprej boriti. In to nameravamo v Gibanju Svoboda v Evropski uniji vsekakor tudi početi. Ena od pravic, za katero lahko vidimo, da je vedno bolj ogrožena, je pravica ženske do splava. V Sloveniji nam je lahko, to pravico smo med prvimi državami na svetu zapisali v našo ustavo in jo tudi spoštujemo. A v Evropski uniji, v naši skupnosti so države, ki ženskam onemogočajo pravico do splava in situacija se še poslabšuje. Poglejmo recimo Hrvaško. Zavedati se je treba, da pravica do splava ne pomeni samo konkretno pravico do splava, ampak pravico žensk, da živijo enako vredno in enakopravno življenje moškim. Ženska, ki od rane mladosti do zgodne starosti kar naprej rojeva otroke, enega za drugim, seveda ne more živeti polnega, enakopravnega življenja, imeti službe, družabnega življenja, prostega časa in živeti tako, kot lahko živijo nekateri moški. V Gibanju Svoboda si bomo zato prizadevali za to, da bo splav kot univerzalna pravica
ki je zapisana tudi v Evropski uniji, brezplačno dostopna vsem državljanom in državljankam Evropske unije, zlasti državljankam, seveda. Še ena stvar je pomembna. Ko govorimo o splavu, mislim seveda tudi na pravico kontracepcije. In tudi to je v nekaterih državah zdaj že ogroženo, zato si bomo seveda prizadevali tudi za to. Še druge so pravice žensk, za katere si bo treba, kot kaže, tudi v nadaljevanju prizadevati. Bistvo pa je to, da bom poskušala na podlagi svojega znanja, izkušenj, tudi mediatorskih, narediti vse, da tudi naše hčerke in vnukinje, tudi hčerke in vnukinje vseh državljank in državljanov Evrope še naprej ohranijo pravico do svobodnega razpolaganja s svojim telesom, do svobodne izbire poklica in tudi do tega, da se svobodno oblačijo tako, kot želijo. Hvala lepa. Hvala lepa in še gospod. Lep pozdrav. Evropa je pred velikim izzivom. Prehitevajo jo druge velike sile, s tem je ogrožen njen in naš socialni model. Pred velikim izzivom je tudi zeleni prehod in je prihodnost generacij v Evropi in na tem planetu. V zadnjih 2 letih smo zelo nazorno videli, kaj se nam dogaja z sušo poleti leta 2022, z požari istega leta na Krasu, potem s poplavami v lanskem letu. In odgovor na podnebne spremembe je ta, da moramo ostati trdni pri sledenju politiki zelenega prehoda. Moj prispevek v Evropskem parlamentu bo gotovo šel v smeri varovanja voda v smislu, da bomo skozi evropske politike, skozi sodelovanje evropske, nacionalne in lokalne ravni prišli do rešitve vodooskrbe slovenske Istre, čisto konkreten primer. Da bomo zagotovili pravico do pitne vode, kot smo jo kot prva država v Evropi zapisali v ustavo, tudi povsod drugje. In Evropski parlament in evropska politika je tista, kjer lahko prispevamo k temu, da bomo z tega vidika v Sloveniji živeli varnejše, da bomo imeli višjo blaginjo. Poleg tega pa so nas podnebne spremembe in poplave v avgustu 2023 spomnile tudi na to, da so mnogi naši domovi, mnogi naši ljudje ogroženi z vidika poplavne varnosti. In Evropa se je tu skozi solidarnostni sklad, skozi načrt za okrevanje in odpornost in tudi skozi kohezijsko politiko izkazala kot ena od tistih, ki nam lahko pri zagotavljanju varnosti naših občanov, naših državljanov in državljank pomaga. Verjamem, da lahko tu s svojimi izkušnjami, tako kot župan, kot tudi kot minister in sedaj poslanec v Državnem zboru, pripomorem, da bo politika, ki se bo na ravni poplavne varnosti, varstva voda ustvarjala na nivoju Evropskega parlamenta in Evropske unije, prispevam svoj delež, da bomo v Sloveniji in Evropski uniji tudi z tega vidika varnejši. Danes nismo nič rekli tudi o drugi najpomembnejši evropski politiki z vidika sredstev, ki jih Evropa zagotavlja. To je kohezijska politika. Vsi vemo, da ko se sprehodimo po naši državi, vidimo številne table z napisi Evropska unija, z napisi, da smo projekte vzpostavili in izvedli s pomočjo lokalnih struktur Evropske unije in države. In tu je še ena od priložnosti, da tisti, ki imamo izkušnje z zasnovanjem projektom, tako na lokalni kot državni ravni, pripomoremo k temu, da bo takih projektov v naslednjih letih, v naslednjem 5-letnem obdobju, tudi v naslednji finančni perspektivi v Sloveniji še več. Da bodo ti projekti trajnostni, da bodo zagotavljali blaginjo in varnost našim državljanom in državljankam. Bodo ta sredstva prišla do obmejnih območij, do manj razvitih območij, nenazadnje iz takega območja mojega Posočja prihajam in veliko dela sem kot minister opravljal tudi na Koroškem ob poplavah
Prekmurje se mi zdi tudi še eno od takih območij, ki potrebuje sodelovanje tudi z evropske ravni, da bo lahko izkoristilo nenazadnje svojo obmejno lego in na drugi strani tudi čezmejna sredstva, ki jih Evropska unija ponuja. To se mi zdi, da so tisti poudarki, ki bi jih sam rad dal funkciji, za katero kandidiram. In za konec še to, odgovor na tisti izziv, ki sem ga povedal naprej, na šibitev Evropske unije, na zmanjševanje zavzetosti za zeleni prehod, je gotovo močnejša Evropa in več Slovenije v njej. Hvala.